Na kakšne rezultate ciljate letos na letošnjih volitvah in kdo menite, da vas bo volil? Glejte, mi ciljamo na 9 do 10 poslancev, seveda na območju cele Slovenije. To bi bil bistveno boljši rezultat kot pred 3 leti, ko smo jih imeli 7. Ciljna populacija, ki voli nas, so v glavnem seveda upokojenci. Res pa je, da ker smo vključili v svoje poslanske vrste, pa tudi torej kandidate, tudi mlajše ljudi, računamo, da bomo prišli tudi, da bomo zanimivi, mogoče tudi za delavski razred, ki je pred upokojitvijo, in pa mlajše, ki se šele borijo za zaposlitev. Mi računamo z dobro udeležbo na teh volitvah, tako vse kažejo javnomnenjske raziskave, in iz tega kvoruma bo kar precejšen delež volil našo stranko. Kaj bi izpostavili kot vaše načrte za Maribor, za Štajersko? Glejte, to so državnozborske volitve in poslanci so poslanci vsega naroda, ne? Res pa je, da se bojo morali zavzeti malo bolj za Maribor. Trenutno je velik problem reševanje EPK-ja. Tu smo včeraj čuli od državnih teh funkcionarjev, ki so še aktualni, da denar ni problem, vendar se bojim, da je. To je ena od nujnih zadev. Potem to, kar ste čuli danes, gre za regionalizacijo, kjer bi dosti več pristojnosti prišlo na ožja območja. Mi računamo, da bi naj zadostovalo v Sloveniji 6 pokrajin, morda 8, in da bomo tudi s pokrajinami dosegli enakomernejšo, bi rekel, razvojno politiko v Sloveniji oziroma lovljenje zaostankov tistih, ki so v slabšem položaju. Kakšne rešitve vidi Desus za pokojninsko reformo v tej obliki, kot trenutno obstaja, ali morda z kakšnimi bi jo sprejeli, s kakšnimi dopolnili? Ja, to je seveda najtežje vprašanje, kajti brez enega pametnega dialoga s socialnimi partnerji te pokojninske reforme ne bomo mogli speljati. Dejstvo je, da smo mi sami v Desusu spoznali nujnost podaljševanja delovne dobe oziroma teh starostnih omejitev na 65 let, kajti cela Evropa gre že skoraj na 67 let. Da pa je vse odvisno potem pri delovni dobi kot taki 40 let, da pa je treba tam ohraniti seveda eno selekcijo med tistimi opravili in delovnimi mesti, ki so težja. Skratka, govorimo o rudarjih, o drugih poklicih, tudi o gradbeništvu, kjer so ljudje seveda po 60 letu pa precej izčrpani. In če imajo tam do 60 leta dovolj delovne dobe, se pravi 40 let, se lahko tudi prej upokojijo. Mi bomo vztrajali pri tem, da gre za izenačevanje rasti plač in ustreznih drugih faktorjev, ki vplivajo na pokojnine. Zavedamo se tudi dejstva, da je čas krize in da tudi pokojnine ne bodo se poviševale, ampak bodo ostale na tej ravni, kot so danes, in v skladu z rastjo produktivnosti, z dvigom standarda, čez nekaj let bomo tudi na tem imeli varovalko vzgojeno. Kje se stranka vidi po volitvah, bolj v opoziciji, koaliciji? Stranka bo po vsej verjetnosti jeziček na tehtnici tako med levico in desnico. Mi smo prepričani, da zaradi števila poslanskih mest, da bomo pravzaprav zanimivi tako za levo opcijo kot za desno, kajti za nas je pomembna ta skrb za starejše in za mlado generacijo in samo v vladni koaliciji lahko učinkovito delamo. Vidite Maribor morda spet kot neko industrijsko središče? Velike industrije se selijo na Daljni vzhod. Pač pa so zanimive firme iz, bi rekel, dejavnosti, kot so kompjuterizacija, informatizacija, računalništvo. Ta področja, pa seveda mi imamo neizkoriščene možnosti na področju turizma in
to bi veljalo razvijati na tem območju. Velika industrija po mojem nima več neke perspektive.